predlagam, da začnemo samim dejanjem promocije. Tako da v odsotnosti dekana Fakultete za management prosim prodekanja profesorico dr. Majo Meško, da predstavi novega doktoranda Univerze na Primorskem, Majkla Darja Bernarda, ki je pod mentorstvom izredne profesorice dr. Andreje Kuhnar zagovarjal doktorsko delo z naslovom Les in stres vgrajene notranje materije. Michael Bernard was born outside Portland, Oregon, in the United States in July 1981. His professional career centered on the forest sector, where he worked as an ICT consultant, software developer, and eventually production manager. He returned to academia in 2010 and completed a Master of Science degree in Food Science at Oregon State University in 2012. In 2013, he came to Slovenia to pursue a PhD at the University of Primorska, which he completed in 2018. Now he continues his research career as an assistant professor at the University of Primorska and as a deputy director of the Ino Review Center of Excellence. Sedaj pa prosim mentorico, izredno profesorico dr. Andreje Kuhnar, da predstavi doktorsko delo Majkla Darja Bernarda. Veselje mi je, da danes lahko kratko predstavim doktorsko delo kolega Majkla Davida Bernarda. Upravičujem se, da bo zadeva v angleščini, vendar mora verjeti tudi on, da predstavljam pravo delo. Wood and human stress in the built indoor environment ali v slovenščini les in stres v grajenem notranjem okolju, to je bilo njegovo doktorsko delo. This study on human stress in the built environment included a literature review, a survey assessing user perception of building materials naturalness, and an experiment to determine human stress impacts of wood use in the office-like environment. The literature review indicated the potential for natural materials to be used indoors to create healthy index for building occupants. The survey showed wood was perceived as a natural material. The human stress study showed improved stress responses in an office with oak furniture compared to an office with white furniture. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečanja Primorske in doktorja znanosti. Posebno čast mi je promovirati vas v doktorja znanosti na področju menedžmenta. Sedaj pa prosim prodekanjo Pedagoške fakultete, profesor dr. Jurko Lepičnik-Zobovivec, da predstavi novo doktorantko Nastjo Cotič, ki je pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Darja Zuljana in so mentorstvom docentke dr. Janje Plazar zagovarjala doktorsko delo z naslovom Model pouka naravoslovja na morski obali z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in izkustvenega učenja. Nastja Cotič se je rodila leta 1984 v Kosovu. Po končani gimnaziji se je vpisala na Tehnično fakulteto Univerze v Ljubljani smer zootehnika, kjer je leta 2009 diplomirala. Aprila 2018 je doktorirala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem smer zgodnje učenje. Po končanem dodiplomskem študiju se je zaposlila kot demonstratorka in izvajalka delavnic v Centru eksperimentov Koper. Nato se je zaposlila na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem kot laborantka za naravoslovje
in preverila učinkovitost modela pouka na naslovju na morski obali z uporabo informacijske komunikacijske tehnologije in izkustvenega pouka v 4. razredu osnovne šole. Njena raziskava je pokazala, da so učenci, ki so deležni modela pouka na naslovju s vključevanjem informacijske komunikacijske tehnologije in izkustvenega učenja uspešnejši pri poznavanju osnovnih pojavov, procesov, uporabi znanja, pri procesih sklepanja in utemeljevanja v primerjavi z učenci, ki so bili deležni že ustaljenega pouka na naslovju na morski obali. Oblikovan model pouka na naslovju na morski obali pomeni pomemben znanstveni prispevek k razvoju didaktike na naslovju v Sloveniji in tudi širše predstavlja predvsem pri postavitvi teoretičnih in praktičnih izkušenj za učinkovito rabo informacijske komunikacijske tehnologije in izkustvenega učenja pri pouku na naslovju na morski obali. Spoštovani doktor, izpolnili smo vsi pogoji za dodelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite svečano promocijo doktorice znanosti. Spoštovana Nastja Codič, posebno častni, promovirati nas v doktorico znanosti, da se doči od svojo izvršenja. Čestitke. Prosim so mentorico, docent dr. Zrinko Usnič, da v odsotnosti mentorja, profesor dr. Ante Boština, predstavi doktorsko delo doktoranta. Tudi meni je v veliko veselje predstaviti povzetek odličnega kandidata Josipa Višnjiča. Povzetek disertacije z naslovom Arhitektonski razvoj istrskih srednjeveških fevdalnih utrdb, uporaba metode arheologije arhitekture pri analizi razvoja utrdb. Na področju istrskega polotoka so ohranjeni ostanki ruševin srednjeveških utrdb. Nekaj teh pa omogoča izvedbo različnih interdisciplinarnih analiz. V delu je avtor uporabil metodo arheologije arhitekture, s čimer je omogočena analiza odnosa posameznih gradbenih elementov ter njihovo datiranje in rekonstrukcije izgleda utrdbe po fazah razvoja. Z analizo 8 najbolj ohranjenih utrdb je pridobljen presek razvoja arhitekture fevdalnih rezidenc, uporaba posameznih elementov obrambe ter posameznih arhitektonskih podrobnosti, kar predstavlja dober temelj za nadaljnje preučevanje tovrstnih objektov v Istri, ampak tudi v širšem okolju. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti
profesorja dr. Igorja Stublja zagovarjal doktorsko delo z naslovom Model pozavarovanja za brezposelnost v Evropski uniji. Spoštovani. Aleš Trunk je rojen leta 1984 v Kopru. Diplomiral in magistriral je na fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Za magistrsko nalogo z področja ekonomije in financ je prijel nagrado fakultete. Kot mladi raziskovalec je študij nadaljeval in pod mentorstvom profesor dr. Milana Vodopivca ter izrednega profesorja Igorja Stublja zagovarja doktorsko dizertacijo Model pozavarovanja za brezposelnost v EU. Zaposlen je na Mednarodni fakulteti za družboslovne in poslovne študije, predava poslovne finance in dela na mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih. Rezultate raziskovalnega dela objavlja v revijah in predstavlja na mednarodnih konferencah, izdal je monografijo z področja finančne pismenosti v šolah. Pa prosim mentorja, profesor dr. Milana Vodopivca, da predstavi doktorskega doktoranda. Tudi meni je veliko veselje, da lahko predstavim kratko doktorsko delo Aleša Trunka, ki je bilo zelo zanimivo in originalno. Disertacija preučuje učinke uvedbe sistema pozavarovanja za brezposelnost na nivoju Evropske unije. Takšen sistem bi kril del dodatnih izdatkov za brezposelnost, povezanih s ciklično brezposelnostjo ob vlaganju vseh držav v ta sistem. V svoji disertaciji je doktorant simuliral delovanje takšnega sistema in na izviren način določil prispevke vlaganja v ta sistem, višino pomoči ter sprožilce za črpanje sredstev iz tega sistema. Rezultati kažejo, da bi uvedba prispevala k varovanju dohodka in ohranjanju ravni potrošnje gospodinjstev in da bi tako sistem deloval kot samodejni stabilizator gospodarstva. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje socialne pomoči doktorja znanosti. Spoštovani Aleš Trunk, posebni čast mi je promovirati vas v doktorja znanosti in področju menedžmenta. mentorico, profesor dr. Lucijo Čop, da predstavi doktorsko delo doktoranda. To kratko predstavitev preberem, želim izraziti tudi
naslovom Pomen sistematičnega razvijanja sposobnosti fonološkega zavedanja pri učenju tujega jezika v predšolskem obdobju je poglobljena študija o sistematičnem razvijanju sposobnosti fonološkega zavedanja pri učenju tujega jezika v predšolskem obdobju in v prvem obdobju osnovne šole. Njen ključni prispevek je razvoj in preizkus izvirnega modela za razvijanje fonološkega zavedanja in empiričnega pristopa k predopismenjevanju v prvem maternem in drugem tujem jeziku, ki učiteljem in vzgojiteljem predstavlja okvirne smernice za pouk tujega jezika v zgodnji dobi šolanja. Pričujoča raziskava je pokazala, da področje fonološkega zavedanja v slovenskem in tujem ali drugem jeziku pogosto ni sistematično obravnavano. Zato bodo njene ugotovitve pomembno prispevale k predopismenjevalni didaktiki in didaktiki zgodnjega učenja jezikov tako v vrtcu kot v prvem preletju osnovne šole. Spoštovani projektor, izpolnili so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje stečane vrnosti doktorice znanosti. Spoštovana komisija, posebno čast mi je promovirati vas v doktorico znanosti na področju zgodnjega učenja. Čestitam. dve alternativni strategiji za optimalno upravljanje
fotografski teoriji Kamera, ki nastaja v sodelovanju z društvom Kino. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral iz filozofije in sociologije kulture. Kasneje pa je na isti fakulteti pridobil naziv magistra znanosti z področja zgodovine filozofije in fenomenologije. Uredil je številne članke in knjige z področja fotografske teorije in estetike. Kot pisec je sodeloval tudi s časnikom Dnevnik, revijo Fotografija, revijo Dialogi in založbo Studija Humanitatis. Kot kurator je izvedel več razstav z področja fotografije, kot gostujoči predavatelj pa je predaval na Fakulteti za družbene vede, Akademiji za vizualne umetnosti, na Filozofski fakulteti, Oddelku za antropologijo in Oddelku za fotografijo Visoke šole za storitve. Znanstveni prispevki je sodeloval tudi na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah. Trenutno kot strokovni sodelavec sodeluje pri projektu Slovenska reportažna fotografija, sodelovanju Zavoda Membrana in Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki poteka od leta 2018. Je tudi predavatelj na Akademiji za vizualne umetnosti in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Čujem, da sem očetno robe prebral naslov doktorskega dela, pravi naslov je sodobna dokumentarna fotografija in participatornost. Sedaj pa prosim somentorja, profesor dr. Ernesta Ženka, na odsotnosti mentorice, profesor dr. Programati, predstavi doktorsko delo pravo. Diplomirala je za nalogo na področju spletnega učenja. V letih
leta 2017 dalje dela na fakulteti kot asistentka za področje psihologije. Sodelovala je v različnih mednarodnih raziskovalnih projektih, je soavtorica več člankov in prispevkov na konferencah. Njeno področje raziskovanja je proučevanje vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesih učenja, predvsem skozi prizmo psiholoških teorij učenja in motivacije ter s poudarkom na dostopnosti, inkluziji, učnih stilih in kreaciji v medijskih vsebinah. Prosim mentorico, profesor dr. Andrejo Starčič, da predstavlja svojo doktorantke. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti. Zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana Mara Klinič, posebno čast mi je promovirati našo doktorico znanosti
zagovarjala doktorsko dizertacijo z naslovom Filozofsko-antropološka študija možnosti etike gostoljubja, dih, tišina in poskušanje v prostorih intersubjektivnosti pod mentorstvom profesor dr. Lenarta Škopa. Maja Janežič je na Fakulteti za humanistične študije zagovarjala doktorsko dizertacijo z naslovom Lončarska obrt v Tetovioniji, sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju domov upokojencev Ptuj pod mentorstvom profesor dr. Kiril Lazar in somentorstvom dr. Janke Istenič. Tanja Jerina je na Fakulteti za vede v zdravju zagovarjala doktorsko dizertacijo z naslovom Dejavniki fizičnega in družbenega okolja kot izhodišče aktivnega življenjskega sloga slovenskih osnovnošolcev pod mentorstvom profesor dr. Rada Pišota, ter Nastja Cepak, ki je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjala doktorsko dizertacijo z naslovom o ukrepljenih funkcijah izven popolnega majorana McFarlane razreda in permutacijah skonstruiranih s translatorji pod mentorstvom profesor dr. Enesa Pašaliča in somentorstvom docent dr. Ademirja Kujiloviča. Sedaj prav, da sem za njihov trud in njihov dosežek zahvalil in da jih nagradimo za njim aplausom. Počasi se bližamo v zaključku te slovesne promocije skupaj s temi 4 novimi doktoricami oziroma doktori znanosti, ki po Univerza na Primorskem štela že 645 novih doktorjev znanosti, ki so doktorirali na Univerzi na Primorskem. Kot že omenjeno na začetku, se doktorski študij bistveno razlikuje od dodiplomskega oziroma magistrskega študija, namreč če gre pri dodiplomskem oziroma magistrskem študiju več ali manj samo za prejemanje znanja strani profesorjev oziroma literature in tako naprej, je ena od bistvenih pričakovanj oziroma tudi zahtev, da mora doktorska dizertacija vsebovati originalen doprinos znanosti, ki ga seveda doktorski študent doseže pod vodstvom oziroma sodelovanju z mentorjem